Prihaja sezona klopov. V državnem zboru jih je veliko. Nekateri imajo celo funkcije. Ministrico za kulturo Julijano Bizjak-Mlakar na poseben način pooseblja klopov. Klopi karakter, saj kljub Cerarjevem predlogu za razrešitev noče iti. Prisesala se je in ne jebe. Cerar pa prav, da z njo ne more več delati, da mora iti. In kaj pravi ministrica? Ja, videti je, da bomo šli v parlament, da ženske, ki mislimo svojo glavo, ki ne ubogamo moških, da smo pač, da jih je treba si podrediti. Ja, te pa oštra ministrica, ne? A je to letel na našega Cmerarja mogoče? Na našega premijeja? Na našega mojstra z dodatnimi pojasnili? Kaj ti je pa ukazal? Poleg tega, da moraš poskrbeti za rudnik v Idriji, pa nisi hotla. Vem, zdel se ti je čuden, kaj ima to veze s kulturo in si odklonila, jasno. Ampak naš premijer ti je dal jasna navodila. Dodatna pojasnila pa lahko zahteva samo on. In ko bo ministru za finance ukazal, ne izrihta štadion, recimo, Mramor ne bo odklonil. Ko bo Cerar ukazal ministru za promet, ne izrihta napeljavo za plina v bolnišnicah, on bo to naredil. Brez vprašanj. Edino, če ti je ukazal, da ne smeš zjebati slovenske kulture. Ali si jo prostovoljno zjebala? Pač pet na zmenk z njim, no, če je že zbral pogum, da te prosil. Bod toliko, no. Je pa treba premijeju prvič ali pa mogoče drugič priznati, da je zavzel jasno in odločno stališče glede kakšnega od svojih ministrov. To je karakterna poteza, ki je drugače ni zmožen niti pri tako vsakdanjem vprašanju, kot je scati stoje ali sede. Čeprav ne vem, zgleda, da ima plenice. Možno pa je tudi, da je naš premijer tako sarkastičen, da ko je videl, kako globoko je Julijana zabila slovensko kulturo, je rekel, daj čez že dol, daj še rudnik zrihti. Daj poskrbiš, da bo vse na istem nivoju. Zrihti še to, ker že dol. Oj! Pa dajmo se še malo staviti pri premijeju Dildotu. To, kako se je njegova stranka zavihtela na oblast, je bil političen čudež. Na to pa se je izkazala za totalno bedo. Tudi ko bi rekli, ti, pej v kitajsko restauracijo, mogoče odkrijemo kakšen nov okus. Pa je pa vsem slabo. Pa vrti se nam. Pa drisko imamo. In res, bile so afere, pa afere smo imeli, pa je bilo še ne par afer in ja, pa je bilo pa še ne par afer. A sem omenil, da je imela Cerarjeva vlada afere? Mislim, da si kar. In če je Cerar golob, so afere posrani avti. Tako hudo je. In Cerar se tega zaveda, zato se je ta teden zgodilo tole. Miro Cerar je politiki obljubljal novo politiko, transparentnost in etiko. In zdaj ima težave. Tako velike, da za lastne člane ustanavlja celo šolo političnega obnašanja. Ja, Cmerar je za člane svoje stranke ustanovil šolo političnega obnašanja. Ali kot temu rečemo pri nas, deli, kar hočeš, tudi ko te dobijo. Kolikor vem, je to uraden slogan stranke SMC. Šola se imenuje SMC Akademija, kar je zelo podobno policijski akademiji. Samo da v Cerarjevi se učijo, kako policaji spraviš do štrajkanja. Ko mi čakam 7. del, ko gre celotna stranka SMC v Moskvo in tam ostane. Sam se ne čudim, da je Cmerar to organiziral. Vsi vemo, da je profesor in logično je, da svoje ministre, ko ga vserejo, pošlje na dopolnilni pouk. Namesto da bi jih s kolom gnal na polje. Zato moraš imeti jajca, žal. In kaj točno se bodo učili na tej šoli? Dajmo pogledati urnik. Prva ura bo, kako biti neodločen s temelji cerarizma. Druga ura bo, kako si zrihtaš visok honorar. Tretja pa, kako si zrihtaš nezaslužen dodatek. Profesorja Setnikar, Cankar in Mramor bosta govorila iz prve roke. Po odmoru sledi ura, kako ukradeš državni denar. Za konec pa še, kako ponarediš magisterij. Ta je zelo pomembna. Nadobuden politik nima cajta v šolo hoditi. In zakaj Cmerar vse to dela sploh? Tako kot modrec ve, da se mora učiti celo življenje, tudi politiki odpravljajo odgovorno delo in SMC opravlja izjemno odgovorno funkcijo kot vodilna stranka v državi. Moramo sproti zagotavljati to politično usposabljanje in izobraževanje. Cmerar, ti se svojih napak ne bi nič naučil, pa če bile napake Joškate, pa Blond, pa s frisom od Mramorja.
Ti in tvoja vlada ste Čak, tale risanka lepo pove, kaj ste. Isto! Pa še podoben ti je malo. Ok, kaj pa je glavni moto te šole? Vsaka dobra šola ima svoj moto. Frau Lipicer? Jaz mislim, da je glavno moto te naše politične akademije, da je v znanju moč. Ja. V znanju je moč, ja. Če te nekdo z glav po enciklopedijo vseka. Ne pa v vaši stranki. Moto SMC akademije bi mogel recimo biti v sranju je moč. Ker tok dreka, ki ga Cmerarjeva banda nakida. Ali pa, vsaj lepi smo. Ker posebne pameti ali pa zanimivosti ni videti. Pa tudi lepi niste lihni. Najboljši slogan, ker za celo stranko bi bil, po moje. A niste veseli, da ste volili nas? To mogo na majčke dati, pa na nalepke za avto. No, jaz sem tako rekel, a je res tako težko biti politik? Smerar, resno. Enega pravila se moraš držati. Ne biti pizda. Tle je vključeno vse. Ne kradi, ne laži, ne izkoriščaj, pa sprejmi odgovornost. Naši politiki pa vse obratno. V glavnem, Cerar, z ustanovitvijo te šole si sam dokazal, da imaš v stranki nesposobne tepce, ki se ne znajo obnašati niti politično, kaj šele človeštvu primerno. In s to šolo se ne boš oprav. Jasno? Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.